Dom je več kot le streha nad glavo. Je odsev naše osebnosti, naše zgodbe, je melodija prostora, kjer se počutimo varno in prijetno. In zdajle se podajamo v Zgornjo Savinjsko dolino, v dom, kjer melodij res ne manjka. V njem se prepletajo napevi Dalmacije, ter si umetnost podaja roke z udobjem bivanja. Lastnika, oba glasbenika, pa pri spletanju svojega gnezda nista samo žvižgala in prepevala, temveč tudi sama pošteno zavihala rokave. Danes smo na obisku v prav posebni hiši, ki se ponaša s čudovitimi razgledi, s prefinjeno estetiko, predvsem pa je v njej vedno veliko glasbe. Le kdo tukaj živi? Alja in Luka, hvala, ker smo lahko prišli na obisk. Meni se najprej zdi, kot da sem prišel na dopust na morje. No, to me ful veseli. Ja, kakšen je torej bil osnovni navdih za vajino čudovito hišo? Mediteran. Dalmacija. Ja, v bistvu so želela Dalmacijo na nek način pripeljati tudi v Slovenijo, čeprav seveda zelo uživava v tem okolju, kjer živiva, in všeč nama je tudi ta avtohtona arhitektura, ampak glede na to, da imamo tako rada kamen in les in beton in zelenje, so pač rekla, da bi pa vseeno želela imeti tudi doma to. Sta tudi na čudoviti, res čudoviti lokaciji. Kakšna je zgodba te parcele? Tukaj so se včasih pasli konji, mojih staršev, 2 konja smo imeli, ker sem jaz namreč iz športne familije, starša sta bivša tekmovalca in ta ljubezen je skozi bila prisotna pri nas, no potem pa me je oči presenetil, za rojstni dan, za okrogu, in mi je v bistvu podaril parcelo in vlogo za stavbno zemljišče je že dal in valjda me je sezul, sem jokala kot dež. In potem več ni bilo izgovorov, kje bova. Ja, so tako mogla skočiti v ta projekt. Nekaj časa je potem tudi trajalo, da so vsa ta dovoljenja dobila, spremembo namembnosti. In kakor je bilo to narejeno, smo štartala. Aha, in tukaj pri projektu ni šlo vse tako zelo gladko, ker sta imela nekaj omejitev glede spomeniškega varstva, ali kako, ne? Tako, ja, ker je v bližini tukaj cerkev, gre za spomeniško varstvo, in smo mogli tudi upoštevati potem nekaj teh smernic, glede same postavitve hiše, glede tako, predvsem streha, nadstropja. V kolikšni meri je tukaj bil prisoten arhitekt in kaj vse sta vidva sama postorila? Ja, v bistvu je projektantka v grobem zrisala tlorisa, midva sva prinesla referenčni projekt. Drugače pa notranjost, interior dizajn je pa v bistvu bila najina strast, ker naj to ful zanima, ker je to nekaj, kar zelo rada občudujeva in prinesemo tudi kakšen delček od kje domov. Tale stena je nastajala nedolgo nazaj, sva jo sama delala. Sama izvedla steno? Ja. Ja, nekaj izkušenj smo že si prinesla iz Dalmacije, kjer smo tam obnavljala staro kamnito hišo, tako da smo potem nekako to tukaj probali tudi potem nekako. Zdaj nama pa že kar gremo. Podoben dizajn upeljati. Zdaj bomo pa že kar gre, ja. Sam ne klicat, ne hodba na dol. Zadnja stena hiše je iz armiranega betona, medtem ko je zgornje nadstropje zgrajeno klasično, v masivni gradnji. Jaz sem sicer ta del prepustila Luki, ki je zelo tehničen tip, ampak moram reči, da mi je bilo pa recimo tudi pomembno, da ima hiša kakovostna okna, ki seveda dobro tesnijo, da so zvočno izolirana. Pa predvsem sem si želela, da so okna zunaj aluminijasta, zaradi tega, ker je močna pripeka, tukaj je južna stran in že pri starših sem videla, ki imata lesena okna, kaj pomeni biti na južni strani pa imeti lesena, ko v bistvu se razpoka, dosti močno pozna, treba jih obnavljati, skrbeti za njih dosti bolj. Tukaj pa v bistvu zdaj vidim, da nimamo čisto nič dela. Jasmina, tukaj imamo primer plastično-aluminijaste kombinacije okenskih okvirjev. Kaj je zdaj njihova ključna značilnost? Ja, tako, Alja in Luka sta vgradila PVC alo okna. Gre za celo kupico pozitivnih lastnosti, ki jih imajo ta okna. Recimo PVC profili so iz večjih komor in skupaj z troslojno zasteklitvijo nudijo odlično toplotno in zvočno izolativnost. V jedru teh PVC profilov ni več jeklenih ojačitev, ampak so posebna steklena vlakna,
ki dejansko prispevajo k odlični stabilnosti in trdnosti teh oken. Zdaj, PVC profil kot tak sam po sebi je že izredno odporen in zdržljiv, ampak je zelo priporočljivo, da ga na zunanji strani recimo oblečemo v alomasko, tako kot imamo v tem primeru. Aluminij pa je v bistvu material, ki je praktično neuničljiv in s tem damo dolgo življenjsko dobo tem okem. Kar je posebnost naših PVC in PVC alu oken pa je to, da v bistvu že mi v sami proizvodnji oziroma tekom tehnologije zagotavljamo neke komponente, ki dodatno prispevajo k protivlomni zaščiti. Gre v bistvu za dva konkretna postopka, in sicer bonding inside, to je steklo, lepimo v krilo okna, to pa praktično izboljšuje samo stabilnost okna in prispeva k večji odpornosti le-tega. Drugi postopek pa je safe-take inside, tu pa gre v bistvu za tretje tesnilo, ki teče po celotnem okvirju okna in čisto konkretno preprečuje dvig krila od okvirja okna, ki pa je najpogostejši način vloma skozi okno. Pol so tu tudi različna stekla, kaljena in lepljena, ki so seveda dosti bolj odporna na neke mehanske poškodbe in s tem tudi prispevajo k protivlomni zaščiti. PVC alu okna so zelo prilagodljiva po barvah in oblikah, zato se zlahka prilagodijo različnim arhitekturnim slogom. Osnovni okenski PVC profil je nevtralno bele barve in ravnih linij. Barvo profila je mogoče izbrati v različnih odtenkih po RAL lestvici ali pa ga obleči v dekorje, ki imitirajo les ali aluminij. Enako velja za zunanjo aluminijasto masko, ki je na voljo v več izvedbah, na primer s stopničko med okvirjem krila in okvirjem podboja, z izravnano zunanjo ploskvijo ali v različici, kjer so profili prekriti tako, da je na zunanji strani videti, kot da gre za fiksno zasteklitev. Tudi vzdrževanje takšnih oken je zelo enostavno. Zdaj recimo pri nas pridemo dvakrat letno, pregledamo okna, okovje, tesnila in uredimo vse potrebno, da okna služijo svojemu namenu. Kakšni so zdaj sicer neki splošni trendi glede stavbnega pohištva oziroma konkretno oken? Trendi v sodobnem stavbnem pohištvu peljejo po naši oceni v več različnih smeri. Prva smer so te velike steklene površine, ki jih vidimo tudi tukaj, zasteklitve od stropa do tal, brez vidnih okvirjev, XXL drsne stene, recimo velike steklene stene z nevidnimi medstekelnimi spoji, tako da imamo neprekinjen recimo panoramski pogled na okolico. Drugi trend se pa giblje v smer trajnosti, se pravi v uporabo recikliranih materialov, v čim nižji ogljični odtis izdelkov. Tako da recimo naša PVC okna so že iz 70% recikliranega PVC-ja, aluminij pa iz 100% recikliranega aluminija. Tretji trend pa seveda posega na področje pametnih tehnologij in pametnega doma, tako da stavbno pohištvo že postaja tudi pametno. Mi smo razvili rešitev, ki s pomočjo telefona odklene vhodna vrata popolnoma brezstično. To pomeni, da se ti na določeni razdalji samo približaš tem vhodnim vratom in se ona odprejo in odklenejo, za kar smo dobili tudi zelo ugledno German Innovation Award. Pametna pa postajajo tudi okna in pa senčila. Pri vhodnih vratih sta Alja in Luka stavila na les. Vrata so oljena in pod nadstreškom zaščitena pred neposrednimi vremenskimi vplivi. Da ne bi pokala, se povešala ali upogibala, imajo v svojem jedru iz večplastne sendvič plošče tudi zvarjen jeklen okvir. Hrastova grča v horizontalnem vzorcu se lepo ujema z barvno shemo doma, kjer prevladuje belina, odlična podlaga za umetniška dela lastnice. Alja, tebe sicer poznamo kot pevko, ampak tukaj v tvoji hiši te pa zdaj spoznavamo še kot slikarko. Joj, ne, teh zaslug si ne bi. Ampak slike so tvoje, no? Slike so moje, jaz se še učim, jaz sem se ravno pošalila dan zjutraj, Luko, da bi pa želela enkrat iti na en tečaj, ker bi rada se tudi tukaj malo kaj še naučila.
To je res zgolj strast in poskušam, kolikor mi pač rata in rada imam na splošno umetnost v vseh oblikah, ne samo kot glasbenice in na odru, ampak tudi kar se tiče doma. Tako da včasih tudi, ne vem, naredim kakšno skulpturo ali pa kakšno sliko za zabavo. No. Kako sta pa opremljala tole vajino hišo? Kam vse sta šla? Ja, to je bil kar izziv, ne? Veliko smo naročala iz tujine. Ker sva želela imeti res posebne kose, ki jih ni bilo za dobiti v Sloveniji. Razen kuhna pa bila v Sloveniji kupljena. No, to pa je ena redkost. Pa kakšne omare, recimo, to so potem tudi delali te lokalni obrtniki. Ja. Predvsem smo gledali na to, da veliko lokalnih obrtnikov zraven pripelje v to zgodbo. Če se Alja ne bi ukvarjala z glasbo, bi bila gotovo notranja oblikovalka, saj jo to področje zelo veseli. Enako velja za Luka, ki je velik estet in se odlično znajde tudi v kuhinji. Sprehod po hiši takoj razkrije, da imata dober okus, tako za opremo kot za dodatke. Glavni magnet za poglede pa so brez dvoma svetila in vintage pianino. Alja, kakšna je v resnici zgodba tega pianina in vseh teh nagrad gor? Ja, ta pianino mi je podarila moja prijateljica Martina Švab, bil je, se pravi, v lasti družine Švab in to sem dobila tik pred Božičem in to bilo res najlepše darilo ever. To so pa moje nagrade iz vseh 25 let kariere, najrazličnejše. In kakšna je zgodba s tem lestencem, Luka? Izziv je bil to, ker lestenc pride razstavljen na Prafaktorja, tako da ga je treba v bistvu sestaviti, vsak delček posebej. Čakajte, čist vsak izmed teh biserčkov, diamantkov? Vsak biserček je potrebno potem gor obesiti, pa sestaviti. Se pravi, teh 100 kil pa 3 metre višine treba potem spraviti na strop. Tako da v ta namen smo se potem kar odločili, da kupiva gradbeni oder, ki nama potem tudi prav pride še za obešanje Alinih slik. Gremo še v prvo nadstropje, kjer so spalni prostori, pisarna, kopalnica in garderobna soba. Moram pa povedati, da niso to vsa oblačila, da še vedno jih je ful veliko v vrečah, sploh tistih arhivskih, od Eme, prve, potem kasnejših festivalov, ker enostavno jih nimam kam dati. No, tam sem se oblekla, tukaj se pa namažem in tudi kadar pač recimo grem na teren, pa da imamo nek projekt, neko snemanje, me maskarka tu namaže, tako da lahko sedeš, to mogoče jaz danes namažem. Res, no, jaz sem že nekaj, tako da. Kaj boste pa imel, gospod? In zdaj, Alja, še en poseben izziv. S katero svojo pesmijo bi opisala vajino domovanje? Pa jaz bi kar rekla, da bo jutro življenje, glede na to, da vsako jutro, ko se zbudim, pogledam ven na ta v bistvu krasno mozerje, krasen razgled in sem res hvaležna za čist vsak dan, ki ga preživim v tej krasni hiši in to si ponavadi zjutraj rečem. Dobro jutro, življenje! En, dva. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Dobro jutro, veselje, lahko noč slave misli, generacija boje nosi nastale ritem. Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa, kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. Kaj bo jutri, ne vem, a ta moment tukaj šteje. To!